Pred kratkim je Apple namreč objavil poslovne rezultate, pa mislim, da so prav poročali o tem, da jim je prodaja na Kitajskem upadla. Ker tam je tudi močna konkurenca, Huawei je tam precej velik konkurent. Ja, ampak Apple je neke vrste statusni simbol, to je fakt. Ima sicer zelo dobro delujoč celoten ekosistem, če se enkrat navadiš na to enostavnost uporabe, pač težko greš na karkoli drugega, ampak še zmeraj roko na srce nek statusni simbol. In glede na to, da so vsa poročila teh luxury brandov v zadnjih letih močno povezana s tem, kaj se dogaja na Kitajskem, lahko iz tega razberemo, da Kitajci dajo veliko na prestiž in ugled. Če postane teza, da se bo Kitajska razvijala še naprej in da se bo delež, recimo temu, ljudi, ki imajo malo več pod palcem, še večal, potem lahko pričakujemo, da se bo tudi povpraševanje po teh luksuznih dobrinah in statusnih simbolih še naprej povečevalo.